Zdravo, se je Vinc tukaj, prezentacija.si in podjetje Spleti.net. Nadaljujemo z serijo brezplačnih spletinarjev za boljše prezentacije, torej tretji v seriji in danes bom govoril o animacijah. Zakaj animiraj me nežno? Veste, tale film, ne ubij me nežno slovenski, ker z animacijo lahko tudi ubijete. Tako da vam v začetku predstavil pravilo palca, ki jaz uporabljam za to, ali uporabim animacijo v določeni prezentaciji ali se enostavno odrečem. Potem bom povedal nekaj zanimivih primerov od leta 2003, kjer sem našel dejansko prvega, ki je že v PowerPointu 2003 bila dober primer animacije. In do današnjih verzij, jasno, PowerPoint 2010 oziroma 2011 za Macintosh, če imate Apple-ove računalnike. In na koncu še nekaj trikov iz rokava, ki so vsakodnevne prakse. Naši sponzor je Animation Factory, to je spletišče, ki ima več kot 500 tisoč slik in raznih animacij, če želite že imeti pripravljene animacije v vaši prezentaciji. Seveda, to ni zastoj, predlagam, da vzamete to srednjo naročnino Platinum, ki je tam nekje 7 evrov na mesec, plačate mora za celo leto, omogoča pa še dodatne predloge prezentacij, lahko že v bistvu prezentacijo uporabite in predelate, in pa še kar nekaj videoposnetkov, ki lahko tudi vključite v vaše prezentacije. Ne bi veliko več o tem, če želite to pogledati, si pojdite na tale naslov, spletni www.prezentacija.si, poševnica AF. Dobro, potem pa kar na pravilo palca. Zakaj uporabiti animacijo v prezentacijah? Ali, tole je v bistvu moja ta glavna, prvi tisti motivacija, ali animacijo uporabljam ali ne. Ali bo bolje razložila ali prikazala neko področje, ki ga razlagati, neko temo ali pa nek point, točko, ki jo želite razložiti. Namreč, zakaj je to potrebno? Spomnite se tistega pravila, če mora človek nekaj videti, da to ponovi, potem je bolje, da naredite video, tudi v tistem primeru. Mogoče, če video malo pretežko narediti, se da velikokrat rešiti, da pripravite dobro animacijo. In če bo animacija bolje razložila nekaj, kar želite predstaviti v prezentaciji, potem je morda dobra rešitev. Ali pomaga k razumevanju, ali sama animacija, ki boste vključili v prezentacijo, pomaga, da ljudje potem, ki to gledajo, bolje razumejo, zakaj gre, recimo delovanje mogoče nekega stroja, ali pa recimo animirate mogoče tudi hierarhično shemo v podjetju, kako so ljudje oddelki organizirani, ali pa recimo, logistiki poti, ki grejo po vaši tovarni, kakorkoli po podjetju. Skratka, se da precej narediti za samo animacijo, če ne samo zgolj sliko. In potem, ali prinese korist, ali bo vaša animacija bolje razumljena, se pravi, vaše sporočilo bo bolje doseglo obiskovalce oziroma gledalce vaše prezentacije ali ne. In to je temu jaz rečem tako pravilo palca. Če zadosti dejansko vsem trem pogojem animacija, ki jo želite vplesti v prezentacijo, potem seveda greste tudi na to. Se pravi, vpletete animacijo, najdete jo mogoče prek interneta ali jo kupite ali celo sami naredite in je to sigurno, so to 3 razlogi, da vpletete animacijo v vašo prezentacijo. Sicer pa ne, to je pa ravno obratno, če obratno gledamo, je pa to ravno super pravilo, super test. Animacija razloži bolje vaše sporočilo, vašo prezentacijo. Ali pomaga k razumevanju, ali prinese korist. Če eno tega ni res, ali pa dve, ali pa vse troje torej ni res, potem vam odsvetujem animacijo, vzemite raj samo sliko ali pa mogoče z tekstnimi učinki in tako naprej, lahko bolje poveste, kar želite pokazati. No in če animacijo se torej odločite, če torej ima vse 3 pogoje izpolnjene, vam tole priporočam naprej. Imeti mora tudi najboljši tempo. Ne pomaga, če imate recimo hitro prezentacijo, potem bo pa sama animacija trajala minuto ali pa še več. Sam tempo animacije mora biti kolikor se da kratek in naj tisto sporočilo pojasni čim prej. Se pravi 5-10 sekund, 15, če je potrebno. Ne vem, če boste daljšo animacijo sploh kdaj delali. Potem naj bo tudi najboljša sekvenca uporabljena, ne vse. Recimo, če bi imeli recimo animacijo mesoreznice. Animacija potem nima vsega tistega, kako pripravite, pa da je treba vključiti v električno napeljavo, samo napravo, da je treba potem nož preveriti in tako naprej. Ampak tista najboljša sekvenca je kaj? Je rezanje salame ali pa kruha ali kakorkoli. In samo tisto naj animacija pokaže, zato zadošča nekaj sekund in bo sprejeto, torej kako deluje, naprimer v tem primeru stroj. Pa še nekaj, tudi najboljši izbor animacije naj bo. To se pravi, da naj bo ali ne bo z barvami razloženo tisti bistveni del animacije, ali naj bo recimo bolj okrepljena tista sekvenca, naj bo povečan tisto, kar želite pokazati. Skratka, izberete takšno animacijo, ki najbolje predstavlja to temo, ki jo želite predstaviti.
Tako da bomo šli zdaj kar na primere, pogledamo razne tele prve animacije, pa potem Občinstvo je kralj, to je ena prezentacija oziroma predloga, ki je vključena v PowerPoint 2010 in PowerPoint 2011 za Macintosh, če tega niste do zdaj vedeli, pa tudi malo pogledali bomo učinkovite prehode. Pa kar začnimo. Tole, prvi primer, ki vam ga želim pokazati, to je ena animacija, ki jo je naredil Glenn Miller, to je nek Avstralec, se ukvarja s izdelavo prezentacij in sicer to je predstavil 18. oktobra 2003 na kakšni konferenci ali pa simpoziju Presentation Summit, ki se dogaja vsako leto v ZDA. Poglejte, kaj je v bistvu že takrat PowerPoint 2003 omogočil. Taka preprosta animacija, pritiskate presledek in vse tole so dejansko potem posamezni objekti, ki so ustrezno animirani. In kaj se dogaja, animacije se ponavljajo. Narejene so tako, da se ponovi, ko se konča in z dobrim timingom, z dobrim časovnim razporejanjem vseh teh animacij lahko dosežete potem takšne periodične animacije, ki se ponavljajo stalno torej na ekranu. Zelo preprosto, tole je bilo takrat prav neverjetno, leta 2003, ampak že takrat se je dal torej razložiti zelo koristne stvari že z animacijo. In danes dejansko ni nič narobe. Edino mogoče na tole vas bom pozoril, ko boste na koncu prezentacije bom pozoril, če boste želeli tiskati, zakaj je tole potem mogoče narobe. Kako prijete od samih animacij v PowerPointu, kliknete tole zavihek Animations in potem, jaz imam vsaj tukaj tale Reorder. In kot vidite, je tle ogromno noter vseh objektov definiranih, poti, kar lahko naredite, tole recimo pod žoge, kot vidite, že vse je pripravljena in verjetno točno, če kliknete povsem samo žogo, bomo malo pogledali, točno določeno, kaj se dogaja. Naprimer, ko boste kliknili, to je tisti prvi klik, ki zažene žogo, v 2 sekundah se bo žoga predstavila iz enega mesta na drugi, animira se komplet in recimo takele stvari določite, animirate pridruženo torej obliko tej poti, ki je tole avtor pač narisal. Tega bo precej, tako da še tole vam je mogoče začetna pot v tej animaciji in zakaj je tako narejeno. Bomo pogledali še nekatere druge. Potem gremo na tole animacijo, 5 pravil dobre prezentacij. Ta prezentacija je vključena v PowerPoint leta 2010 oziroma PowerPoint 2011 za Macintosh. Kje se je to začelo? Microsoft je povabil eno takšno podjetje, ki se ukvarja tudi z izdelavo prezentacij, Duarte. Nancy Duarte je znana po dobrih knjigah za prezentacije. Tukaj so potem takšna tistela pravila, kako bi naredili takšno prezentacijo, ki bi bila vključena v PowerPoint. In te povezave bom dal spodaj pod videom. To je potem, kako se je do tega prišlo, 5 načinov, da lahko PowerPoint res zaigra. In tale video je tudi na YouTubeu, drugače pa lahko do te prezentacije pridete v samem PowerPointu, greste na novo prezentacijo iz predloge in v teh predlogah, ki so priloženi, izberete, mogoče ne boste videli tako na začetku, izberete tisto, ki se imenuje 5 rules, se pravi 5 pravil. Na Macintoshu lahko zdaj v bistvu pogledam, kaj so vse diapozitivi oziroma ekrani same prezentacije in jo zberete, odprete in začnete delati. Tukaj bi mogoče pokazal tole, naprimer, kaj je potem PowerPoint 2010 tudi prinesel. Your audience deserves to be treated like royalty. Design a presentation that meets their needs and not just yours. Kot ste videli, kaj se zgodi, tole so vse predefinirani. Kot veste, lahko slike, izrezki ali kakršnikoli drugi objekti lahko so tudi izven ekrana ven in PowerPoint pa prikazal samo tale delček. Če pogledamo samo na hitro čez cel ekran. Your audience deserves to be treated like royalty. Design a presentation that meets their needs and not just yours. Audiences want to know what you... Dobro, bomo tole prekinili, gremo nazaj. To, da malo pogledamo, recimo objekti, same slike ljudi, ki so transparentne, potem naprimer krona, pogledate samo animacijo, kako je lahko določena. Skratka, vse to je dober timing, torej časovno določeno. Ko se začne, kako se prikaže določen objekt, rečete potem za prejšnji, naprimer,
to je časovno in koliko časa traja za začetek animacije, naj še počaka tale pauza. In tole omogoča potem PowerPoint 2007, mislim, da to že omogoča, da označite mehek start in mehek konec. Kar pa to pomeni, veste, da noben predmet ne pade tako trdo na tla in se odbije nazaj, ampak pade tako mehko in se malo sprošči in to je tisto, kar ta mehek start in mehek konec naredite, da se tem ta animacija tako pomehča. Na koncu, ko se objekt zadene v neko steno, se malo potem tudi ustavi. Isto tudi, ko speljete avto, ne gre kar tako slinkovito recimo na 50 km, ampak počasi začne in tudi počasi potem ustavite. In to potem sproži tale smooth start, ko označite pri samem objektu. Dobro, ne bi več o tem. In recimo bomo še tako enostavno, tole je sicer nakupljena prezentacija, video ostaja, pogledamo samo animacijo. Bomo morali pogledati na veliko. Komu torej pomaga sam poslovni model, je nek model, kako je to narejeno. Če pogledamo, se pravi, pojavi se kvadratek, spodaj imate efekte, tole je torej ta napis, ki se bo pojavil, animacija, če pogledamo noter na zavihku animacije, imate določen efekt, ki se bo zgodil, to se pravi titer, posta pa sami sliki, ena in druga, kot vidite, tole se zgodi tale efekt, da se strese, in hitro se zgodi v eni sekundi, dajmo recimo na 5 sekund, da vidimo razliko, kaj se bo zgodil. Gremo nazaj, pa tole sprožimo. Ste videli, se pravi, tale efekt je potem uporabljen na levo in se bolj počasi trese, tako da večina vseh teh animacij ne bo hitra, se pojavi recimo v tudi pol sekunde ali 0,75 sekunde, sam efekt pa potem tudi, če je takšen dodaten, da se strese objekt kakorkoli, ne traja tudi recimo sekundo ali dve, ne več, in potem ne boste podaljševali časa prezentacije več, kot je to potrebno. Kot ste videli, pa potem vsi trije se hkrati animirajo, to pa ne odloča s takimi. Večina, ko animacijo določite določenemu objektu, se bo sprožila šele, ko kliknete z miško. Pa lahko to spremenite, rečete, ali se naj z prejšnjim objektom animira hkrati, ali pa po koncu animacije prejšnjega objekta. To sta tale dva, with previous in after previous. Tako, poglejmo zdaj v bistvu, kako se lahko tole še naprej uporabi. Recimo takele videe so čisto preprosti. As a local car dealer, did you know that there are people in our area who are looking for you right now, but they can't find you? Unfortunately, you are missing out on their business and losing money because of it. That's right. Every day, people in our area use the internet to find the local shops, products, and services they need, including car dealers. And if you don't have an effective online presence, you're missing out on their business. Ste razumeli, To so v bistvu vse PowerPoint videi, ustrezno potem z zvočno podlago, pa shranjeni kot video in takšne videe, takšno pravilo imam jaz, za 1 minuto se porabi 3 do 4 krat več ur. Se pravi, za 2-minutni video, ki je tako maksimalno za take hitre, učinkovite videe, je dejansko moja enota, en dan. In to računate potem, koliko je en dan za izdelavo prezentacije, če tega ne bi sami naredili. Recimo, en moj primer podoben je bil na Obrtnem sejmu, to je tudi s PowerPointom narejeno. Same delček vam pokažem, kaj lahko do takele stvari naredite enostavno, recimo 5 zvezdic, pa recimo tekst, videti zgoraj, potem se pa sestaviti tekst leve proti desni in je zelo učinkovita animacija, kot tak, brez neke strašne dela v videoprogramih in tako dalje. Dobro. Gremo še naprej. Same tranzicije lahko tudi naredite, to so pa prehodi med posameznimi ekrani. Tukaj sicer na tej prezentaciji ni, bomo pokazali eno drugo, ki je zelo učinkovita, tudi tole bom tam povezal spodaj pod videom, to je pa Glena Miller, to je ena takšnih avtoric tudi dobrih prezentacij in tudi ima tole certifikat, tako rečemo, oziroma priznanje Most Valued Professional, to so ljudje, ki veliko naredijo, popularizirajo Microsoftova programska orodja. Poglejmo si tole animacijo, kaj lahko naredite. Bomo pogledali kar čez celoten ekran. Se pravi, potovanje preko vesolja, lahko naredite v zadnji recimo neko vesoljsko sliko, zvezde in potem uporabite ta efekt, da se objekt poveča od začetka, od minimalne višje velikosti do celotnega ekrana. Potem pa naredite tranzicijo. Tranzicija je ta, da potem se poveča tisto, kar so objekti na ekranu, čez cel ekran in pride drugi,
tako v bistvu imate lahko občutek, da letite skozi vesolje in pogledajte recimo, kako bi prišli nazaj na Zemljo, dodati sliko Zemlje, pa še potem dinamično tranzicijo, ki je malo drugačna kot sicer. Tako da imate občutek, da smo z raketo prišli spet nazaj do Zemlje in razlagate potem naprej. Poglejmo si tako na hitro, kako je tale narejen efekt. Se pravi, če gremo pogledati tranzicijo in predvajate, je uporabljen tale efekt, se pravi tale kolo, in na ta način lahko že samimi tranzicijami, ki jih sicer odsvetujem v samih prezentacijah, ampak tukaj je učinkovito razlaga potem recimo pot v vesolju in tako naprej in vrnitev na Zemljo in ni potrebno mene hude animacije, lahko uporabljate pač tranzicijo kot način animacije. Poglejmo še tole. Tole je takšen efekt, lahko recimo uporabite v vodi. Če pogledamo še tole, si predstavljate. Se pravi, lahko kakšne vodne efekte z takšnimi vrtinci, kot da vržete kamen v vodo, ponazorite in je tudi zelo učinkovito za razne primere. Dobro, gremo nazaj. Tole smo pogledali. En trik mogoče za čas pred prezentacijo, kaj lahko naredite, lahko pripravite ognjemet. Zakaj bi to naredili? Poženete prezentacijo in potem se na kraju nekaj dogaja, ljudje malo pričakujejo, kaj se bo zgodilo v vaši prezentaciji in ni pa tisto statična slika, da malo zabave z vse. Kako to naredite, na tako animacijo, da rečete, da zraste besedilo in na kratko nekaj desetink, mogoče sekundo pa naredite tisto preliv, da se dejansko fade out pomeni, da se prelije v prazno, v praznino. In potem lahko to, seveda, če da več animacij skupaj, več objektov združite, to je lepota PowerPointa. Vsak objekt ima svoje lastnosti, se pravi, ko kopirate nek objekt ali pa skupino, se prenese tudi njegove lastnosti, prekopirate celotno skupino, spremenite barvo, imate drug shop zvezdic za ognjemet. Se pravi, nekaj takega, če pogledamo, kako bi to naredili, čist enostaven primerček. Pogledamo, kako je tole narejeno, tukaj vidite tale animacijski pot, pa povezana je z objektom. Se pravi, če s to animacijo sicer lahko predstavljam, ampak če pa predstavljam objekt, se bo pa tudi animacijska pot z njim predstavljala. To pomeni, da je povezano z samim objektom, za katerega ste pridružili animacijo. In kako to izgleda? Poglejmo tole prezentacijo, ki jo lahko uporabite. Pred kratkim je Glena še imela spletni seminar in je povedala, da to lahko v prezentaciji uporabite. Seveda ne morete tega prodajati, lahko pa v svoji prezentaciji uporabite takšen ognjemet. Poglejmo, kako to izgleda. Ko kliknete ognjemet, se dejansko začne dogajati tole. Kaj pomeni, kar je naredila, se pravi zvezdice, naredila je različne tele poti, pa na koncu se zbledijo te zvezdice v temo, da tako rečem, in to lahko potem uporabljate za čas, ki ga imate pred prezentacijo. Pritisnite Escape, tukaj v tej prezentaciji pa gumbek in greste za samo prezentacijo, če to želite, oziroma uporabite nekaj podobnega. Ko sem omenil, da je slabo, če imate animacije in so recimo objekti, ki pridejo iz ekrana, pa potem grejo ven iz ekrana, ker potem, ko želite to natisniti, teh ne bo na papirju. Zgodi se namreč dvoje, ali ne bo nobenega objekta na papirju, tudi če so na samem ekranu, ali bojo pa vsi, kar bo pa spet nepregledno. In kako potem narediti to en tak izroček, če morate natisniti vašo prezentacijo za vaše občinstvo pred ali po prezentaciji. Rešitev je v bistvu samo ena, uporabite program za zajem slik ali pa uporabljate pač Alt in Print Screen, torej za zajem trenutnega okna v Windows oziroma Command in Shift in tipka 4 v računalnikih Macintosh, da označite področje ekrana, ki ga želite kopirati, ali pa trojka je za celoten ekran. In kaj potem naredite, če imate program Adobe Acrobat in imate program za zajem slik, ker vam ni treba se mučiti za vsako sliko posebej, pauzirati in tako naprej, enostavno lahko združi komplet vse slike v dokument PDF, ali pa pač uporabljate Microsoft Word oziroma OpenOffice, nek urivalnik besedil, in po vsaki, ko ste naredili zajem slike, ga takoj tudi kopirate v Word in na koncu potem izvozite ali tudi PDF ali pa delite samo Word obliko in imate take izročke narejene. Prednost tega je kaj, da ni popravljena prezentacija, ker če boste začeli potem popravljati prezentacijo samo zato, da bi jo natisnili lepo na papirju, boste imeli najmanj, kar je veliko dela, tudi če boste naredili več šovov, teh prilagojenih šovov, vsakrat dodatno
dodatnega dela se lahko izognete tole, zajem slik je pa dokaj hitro in to lahko naredite recimo slabe pol ure, pa kaj takšnega, ne. To je zdaj v bistvu vse za tem spletinarju, Nemiraj me nežno. Upam, da boste uporabljali nekatere te nasvete, povezave imate spodaj pod videom. Naslednji spletinar bo slika mene Mika, kjer bomo se pa bolj posvetili slikam in kako jih učinkovito uporabiti v sami slika in tudi nekaterih od teh clipartov oziroma teh sličic izrezkov bom povedal, zakaj danes jih nisem bolj se osredotočil na nje, naslednjič pa bolj, da boste videli, kaj lahko naredite, da ne bodo vaše prezentacije takšne, ki so jih že mogoče imeli na stotine drugih pred vami. Za več vprašanj prosim na sergej@prezentacije.si ali pa na facebook.com/prezentacija in vam bom z veseljem odgovoril, kar vas zanima za posamezne prezentacije, da boste imeli boljše prezentacije od danes naprej. Hvala za ogled in se vidimo v naslednjem spletinarju.